Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kristina Božič, vi ste, bom rekel, nekje razpeti med mediji, med civilno družbo. Dejansko jaz kot evropski poslanec sem deležen te pozornosti s strani civilne družbe, tako palestinske kot tudi izraelske, zelo aktivna tudi v bruselskih inštitucijah, ampak dejansko, gospa Kristina, ali se ta moč civilne družbe zgublja v nasilju, v občutku nasilja, ki nas obdaja. Dejansko se v civilni družbi še čuti mogoče manevrski prostor, da bi lahko vplivala na odločitev politike, kajti ta se zdi, da je že v okopih. Jaz sem zdaj prej v enem kratkem pogovoru z našimi gosti dejal, da me je ob zadnjem bombardiranju z iranske strani na Izrael presenetilo dejstvo, da med evropskimi voditelji v veliki večini pri odzivu na to bombardiranje je prišlo do opredelitve za, v tem primeru Izrael, nihče ali pa skoraj nihče se ne odloča za mir. Nihče ne poziva k miru, nihče ne poziva k uveljavitvi mednarodnega prava, k tem, da je treba konflikte iskati na miren način, to, kar je tudi ministrica govorila in to, kar se tudi v končni fazi Republika Slovenija v svoji vlogi v tem trenutku. Imamo koliko in če še imamo manevrskega prostora? Jaz mislim, da manevrskega prostora je vedno zelo veliko. Resnica je to, kako si ga vzamemo. Zdi se mi na nek način neiskreno, če se vse na nek način prenese na civilno družbo, glede na to, da nosilci moči, politiki imajo odgovornosti. In tukaj se mi zdi, da predvsem je na nek način zatajilo to. Jaz vem, da so mi ostale v spominu, nekako pa sem si jih danes tudi zapisala, besede, mislim, da ministrice, da je svet padel na preizkušnji humanosti. Jaz mislim, da to ne drži. Padla na preizkusu humanosti je politika, mednarodna politika, medtem ko je v resnici tedensko na ulicah tisoče ljudi po celem svetu, ki zahtevajo drugačno politiko. Genocid v Gazi se je začel v resnici v času, ko je svet videl, kakšni so lahko ukrepi v primeru agresije Rusije na Ukrajino. In zaradi tega se mi zdi, da je še toliko bolj očitno, da imamo tukaj v bistvu, da smo soočeni z izjemno dvoličnostjo. Recimo, se mi zdi, da na nek način ravno pri medijih in odgovornosti medijev, moja kolegica, novinarka zdaj v sindikatu Mojca Zabukovec je dostikrat rekla, da mediji so pač odraz družbe, v kateri smo, sistema, v kateri smo, kapitalističnega sistema. Danes, ko pride do Izraela in do Palestine, jaz mislim, da je še slabš. Mediji v veliki meri so v resnici odraz politike in centrov moči. So izjeme, ampak te potrjujejo pravilo. In to je pač velik problem, ker hkrati pa se krepi v resnici vedenje ljudi, kritično branje medijev, še posebej se mi zdi, s tem, kar se dogaja v zadnjem letu v Gazi, je postalo očitno tudi, kako deluje propaganda, kako pravzaprav se nekatere novice predstavljajo, katere besede se uporabljajo, a se uporablja pasiv, a se uporablja aktiv. Jaz tukaj se mi zdi, da je pomembno v bistvu spomniti tudi na to, da Slovenija v konec koncev nos dediščino, ki jo imamo, in ta vključuje tudi to, da je Jugoslavija sodelovala leta 1947 v posebnem odboru za Palestino Združenih narodov in takrat predlagala v bistvu rešitev federacije, torej ne dveh držav. Ker so ocenili takratni tudi slovenski predstavniki, da je to rešitev, ki bi bila v resnici najbolj nasilna za tisto območje. In po mojih informacijah so izraelski diplomati, evropskim diplomatom, tudi slovenskim, ko so se pogovarjali o tem, kaj lahko naredijo oziroma kaj si Izrael želi od Evrope,
rekli to, da naj se ohrani rešitev dveh držav živo. Zakaj? Zaradi tega, ker je zadnjih 20-30 let mir v Palestini pomenil dvoje, predvsem za Palestince, pa marsikaj več pa znotraj tega. Ampak prvo je bilo razlaščanje, ki je bilo nasilno, torej nasilna kraja njihovega ozemlja, njihovih nasadov oljk, njihove zemlje, njihovih domov, rušenje strani nezakonitih izraelskih naseljencev. To je ugotovilo tudi meddržavno sodišče v zadnji odločitvi. In drugo, sistematično nasilje, sistematično diskriminacijo Izraela nad okupiranim prebivalstvom. Tako da mir v Palestini ima v resnici zelo, zelo grenak preokus. To ne pomeni, da Palestinci si ne želijo miru, ampak niso pa pripravljeni za ceno miru, se mi zdi, kakor sem se z njimi pogovarjala, žrtvovati dostojanstva, človečnosti in svobode. In že v resnici konec oktobra so opozarjali posebna poročevalka Združenih narodov, Francesca Albanese, da nasilje Izraela, prekoračitev vseh mednarodnih oziroma prekoračitev vseh omejitev znotraj mednarodno pravno priznanih pravic oziroma mednarodnega prava grozi s tem, da bo prišlo do popolnega uničenja oziroma izbrisanja palestinskega naroda, do genocida. S tem, da ona je zelo previdna in zna točno v bistvu uporabiti pravno dikcijo. Hkrati jaz se spomnim takrat, da sem se pogovarjala z Mačdom Abu Salamo, ki je bil rojen v Gazi, ranjen tudi v času mirnih protestov strani izraelske vojske, danes živi med Nemčijo in Finsko. In on je razlagal to, da nasilje, ki ga trenutno izkušajo in gledajo, oziroma ga gledamo vsi, izkušajo Palestinci, v veliki meri služi tudi temu, da si je težko predstavljati drugačen svet in da si je težko predstavljati sobivanje. Da je namen izraelske vlade, da izbije iz glav, iz idej, Izraelk in Izraelcev idejo, da bi lahko s Palestinkami in s Palestinci sobivali, ker je preveč grozno to, kar jim zdaj počnejo. Ko se jaz pogovarjam s Palestinkami in Palestinci, si predvsem želijo miru, spoštovanja in enakopravnosti. In obstajajo številni raziskovalci, arhitekti, pravniki, ki znajo tudi povedati to, da je pravico do vrnitve, torej do vrnitve na palestinske domove v Izrael, odkoder so bili pregnani leta 1948, možno izvršiti z relativno malo spreminjanja lastništva in tudi v resnici, če bi bilo to nekako vodeno strani mednarodnih sil ali kakorkoli, bi do tega lahko prišlo. Prostora je dovolj za vse, še vedno. Tako da jaz mislim, da vsako govorjenje, mislim, da strani novinarjev mi smo itak cepljeni na nek način tako, da ne zaupamo politikom. Oziroma smo zelo previdni pri temu, da sledimo komorkoli, ki ima tudi možnost imeti službo za odnose z javnostmi oziroma PR-ovca, kot se temu reče. Vsake trditve, da ni alternativ, jaz mislim, da so znak za še dodatno pazljivost in občutljivost, ker ta logika Tina ima zelo slabo konotacijo in v resnici se je izkazala tudi za zelo škodljivo. Tako da jaz mislim, da alternative vedno so, javna družba je zelo glasna, v koliki meri pa uspe na nek način prebiti se in imeti vpliv na politiko, pa se zdi, ampak to je že dolg časa, konec koncev od vojne na Irak naprej, da je ta vpliv vse manjši. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Netanjahova vlada velja za skrajno desno vlado. To velja v mojem žargonu in v žargonu, bom rekel, svojega političnega delovanja kot najbolj desno vlado od obstoja Izraela. Seveda za jasno agendo, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Če velja oznaka Hamasa kot nekoč prepoznavno teroristično organizacijo, ki je imela jasen cilj,
Tukaj imamo vlado, legitimno izvoženo, kjer v njeni koalicijski pogodbi posredno piše, kakšna je njihova ambicija, ki jo danes neposredno izvaja kot istočnica. Izvolite besedo. Ja, ne se strinjam. Jaz mislim, ko smo tudi v slovenskem krogu, mislim, da je dr. Danilo Turk rekel, ne, da se ne govori o tem, da pravzaprav v vladi izraelski so trenutno ministri, ki so podporniki priznanih terorističnih oziroma poznanih terorističnih skupin znotraj Izraela. Jaz upam, da smo onkraj tega, da ena država želi zamenjati oblast v drugi državi. Jaz sem prepričana, da je namen politike, oziroma da bi mogel biti, tako so mene učili, zagotoviti spoštovanje mednarodnega prava. Kaj o tem govorimo? Problem je trenutno, da Izrael se zdi, da se ga ne da ustaviti. Zdaj slišimo tudi pozive tako v resnici ves čas visokih predstavnikov oziroma poročevalcev Združenih narodov, da je potrebno zagotoviti mirovniške sile, da zaščitijo palestinsko prebivalstvo. Slišali smo pozive Turčije o posredovanju. Še vedno obstaja 7. poglavje ustanovne listine Združenih narodov, kakor jaz tem. Tako da jaz mislim, da menjava oblasti tukaj absolutno ni namen. Problem je, da tudi če se gleda medije v Izraelu, tega sporočila obsojanja ravnanj Izraela ni. Ampak v resnici se mora človek tudi potruditi, da zelo jasno to najde v drugih medijih. Videli smo odhode diplomatskih misij iz dvorane generalne skupščine, ko je začel govoriti Netanjahu, ampak nekatere misije so vsem tam obstale. Niso bile zamenjane strani nižjih predstavnikov, diplomatov ali kakorkoli. Tako da jaz mislim, da Izrael enostavno danes še vedno ni obravnavan kot to, kar se zdaj uporablja, ta beseda izobčenec, država. In tukaj je tisto, kar politika absolutno, jaz mislim, da lahko naredi, pa zaenkrat še nismo videli nič od tega. Kar se tiče pa vprašanj teh držav, ko se mi zdi konec Evropska unija, je prostor v resnici, ki želi biti vse bolj prostor regij, brez potnih listov. Jaz vem, Jeff Halper, ki je sicer Američan, ki se je preselil v Izrael, danes mislim, da Izraelc vodi izraelski odbor za preprečevanje uničevanja palestinskih hiš, ker ruši jih Izrael. On je tudi zagovornik ene države in je govoril tudi o tem, kako bi se potem regija lahko povezala širše, kot je bil primer Evropske unije. Zdaj, če Evropska unija, ki preprečuje članicam izvrševanje njihovih dolžnosti po mednarodnem pravu, potem lahko tudi mi začnemo resno preprečevati Evropsko unijo. Ampak načeloma jaz mislim, da te neke ideje, želje, jaz mislim, da jih ne gre dati v nič, samo zaradi tega, ker mogoče prihajajo strani držav, ki so izkusile evropsko kolonizacijo in ki danes v bistvu še vedno izkušajo to, da znamo misliti o svetu kot o svetu nacionalnih držav in vse bolj etnično nacionalnih. In jaz tukaj bi se vrnila naprej omenjen antisemitizem. Jaz mislim, da to je resen problem. Tudi v Sloveniji imamo neonacistične skupine, imamo skrajno desnico. In razmislek, da judovsko prebivalstvo potrebuje Izrael za to, da se zagotovi njihovo varnost, je skrajno problematičen. Vsaj iz mojega vidika. Jaz mislim, da Slovenija ali pa kjerkoli evropska država mora narediti vse, da se judovsko prebivalstvo čuti varno v tisti državi in vsak drug posameznik, ne glede na to, kakšne pač osebne okoliščine ga določajo oziroma si izbere, da ga določajo. Ali pa, ja. Tako da jaz tukaj se mi zdi, da ne gre tudi pozabiti, da trenutna situacija vojne ni situacija, ki ne bi koristila določenim silam in določenim centrom moči. Ali je to ameriška vojna industrija, ali je to izraelska vojaška oziroma vojna industrija. Izrael je 2023. leta zabeležil najvišji izvoz vojaške tehnologije v zadnjih nekaj letih. Tako da v resnici se splača nekaterim sedanja situacija in to je velik problem. In tukaj ne gre pozabiti, da Slovenija žal ni nedolžna, se zdi. Videli
smo, Namibija je prepovedala ladjo, o kateri se v zadnjih dneh veliko govori, Katrin, da bi pristala v njihovem pristanišču, zaradi tega, ker kot so dobili dokumente, tovori tudi kontejnerje z razstrelivom namenjenim v Izrael. Zdi se, da je pot v Izrael speljana tako, da gre čez Evropo, čez evropske države, med drugim tudi skozi Luko Koper. Vprašanje je, verjetno se to dogaja, verjetno je to ustaljena pot, ampak če se to ve, potem je treba to preprečiti, ker to drugače je sodelovanje in podpiranje pač kršitev mednarodnega prava. In enostavno, mislim, če pa to ni res, je pa potrebno enostavno biti veliko bolj transparenten glede tega, kdo nosi odgovornost, kdo bo izvedel nadzore in zakaj obstajajo pač namibijski dokumenti in potrdila izraelskega ministrstva o tem, da bodo te kontejnerji uvoženi v Izrael, s katerimi se razpolaga in s katerimi so oblasti v Namibiji, recimo tej ladji prepovedale pristanek, ker niso želeli sodelovati pri tem. Tako da tukaj, na žalost, naša vloga slovenska, kljub temu, da smo majhna država, kot se rado poudarja, ni zanemarljiva. Jaz bi se odzvala glede te možnosti federacije. Jaz mislim, da vprašanje o tem, kaj v prihodnosti in kako, je vsekakor vprašanje za Palestince. Ta možnost federacije je bila omenjena zaradi tega, ker jaz mislim, da včasih zgodovina ali pa samo spominjanje na to, kaj vse je bilo predlagano, kaj se je že vedlo, kaj se je že ugotovilo, omogoči to, da se zavedamo, da govorica o tem, da ni alternativ, v resnici ni prava. Alternative so, alternative lahko ustvarjamo in tukaj bi se mogoče spet navezala, sam ponovila te besede Palestinca iz Gaze, Madžada Abu Salame, in pač razumevanje tega, da edino, kar je možno, je samo stopnjevanje sovraštva v Palestini in Izraelu, da to je interes trenutne izraelske vlade, ustvariti ta občutek. Ja? Ta občutek je vladal v Južnoafriški republiki pod apartheidom, zgodil se je drugače. A je danes situacija v Izraelu in Palestini enaka? Ni. Ne? Ampak, jaz mislim, da tudi, če se premaknemo od govorice o miru, govorici o tem, da je potrebno doseči spoštovanje mednarodnega prava, zaustaviti in preprečiti kršitve mednarodnega prava in doseči spoštovanje pravic, vseh pravic Palestincev, enakopravnost, pravičnost, potem se v bistvu s tem odpre prostor, da lahko tudi Palestinci enakopravno skupaj z Izraelci začnejo se pogovarjati o tem, v kakšni državi živijo, oziroma želijo živeti, oziroma v kolikih državah različnih si želijo biti. Ne gre pozabiti, v Izraelu danes živi 1/5 prebivalstva, ki je Palestincev, ki jih niso uspeli pregnati leta 1948 za zločini, ki so se dogajali med Nakbo.